9. oktober leta 2021 je velik dan za Kranjsko goro in tudi za njen turizem. Uradno so namreč odprli dolgo pričakovan most v Babi. Ja, Karmen stoji že skoraj eno leto. Res, kot si rekla, čakali smo ga res dolgo, ampak ne zaradi same gradnje, ampak zaradi vse dokumentacije, ki je bilo jo potrebno zbrati in predložiti in zmeraj znova nove zahteve. Verjetno eden najtežjih objektov za samo dovoljenje, ampak ne cenovno, cenovno pa v bistvu zadeva nižjega cenovnega razreda, ampak po mojem bo kljub vsemu za Kranjsko goro pomenil veliko, ker bo povezal hotel Alpino z zgornjo sprehajalno pot z Jasno, brez da bi se v bistvu sploh spustil na glavno cesto, in tudi ta efekt mislim, da bo zelo pomemben. Seveda pa zraven tudi estetsko, pa tudi mislim, po mojem atrakcija je en dodatni element, ki nekaj šteje, vsekakor pa predvsem uporabnost, tako za domačine, sprehajalce, pa za sezone, tudi za turiste. Izdamo vrednost celotne investicije? Ja, 50 000 evrov. Kot ste dejali, bo velika atrakcija, so verjetno ljudje že zdaj, ko še ni bil v obratovanju, spraševali, kdaj se bo lahko šlo čezenj. Ja, kljub temu, da smo ga zapirali, da ga je komunala z vsemi mogočimi ograjami in trakovi, zajlami zapirala na obeh straneh, so ljudi plezali čez in seveda tudi ste videli, da je marsikdo že šel čez njega, no zdaj pa v bistvu je tudi zadoščeno že 14 dni ali pa 3 tedne vsem zakonom in bo lahko predano v uporabo. Kako je potekalo samo delo tule na mostu v Jasni, če malce opišete ves ta postopek? Ja, za nas je to izziv, take stvari delamo, ni to prvi most, upamo, da tudi ne zadnji. Bili so malo tehnične težave v smislu, ker je nedostopen teren, ampak zato smo mi specializirani in smo to sorazmerno tekoče in gladko naredili. Malce tehničnih informacij morda o samem mostu, dolžina, višina, kakšne druge številke? Na levi in desni strani je most sidran s tako imenovanimi vrtnimi sidri. So dolžine 7 do 8 metrov, so zavrtane noto v trdo podlago, zinjektirane, in na te vrtne sidre pride potem pritrjene jeklenice. Se pravi, to so sidrišča. Sam most je viseči, jeklenice so premera 28 mm in na ta jeklenice se potem da pohodna površina in zaščitna ograja in most je končan. Najtežje je pa pravzaprav te jeklenice spraviti čez samo strugo. To je pa v bistvu tehnično-organizacijska težava in zato smo posposobljeni, da to naredimo. Koliko delavcev je bilo na terenu? Na terenu so razmerno malo ljudi, ker se ne morejo razviti. Ekipa 4 ljudi je bila vsak dan na 14 dni in je bilo narejeno. Kaj pa kakšno orodje, stroji, kaj potrebujete pri takem delu? To je specifično prilagojeno orodje, v bistvu že staro orodje, poznano, ni nič novega. To so žični nategi, se mi zdi, da je slovenski izraz, mi sicer v žargonu uporabljamo izraz trifori, nemški izraz. Potem je poln ta drobnega orodja, specifičnega,
po obliki klinic, pa raznih malih vitlnov, ampak to je drobno orodje, ki ga imamo pa v naši sestavi, v naši firmi, ki smo za to usposobljeni za take manjše mostove. Če so mostovi daljši, večji, so vse sile teže večji, potem je tudi to orodje malo drugačno, je močnejši in pač spet prilagojeno za tako izgradnjo. Most je torej odprt, to je kar ena velika turistična pridobitev za Kranjsko goro. Ja, res je, lahko rečem, da smo vsi kar nestrpno čakali, da se ta viseči most, ki povezuje Kranjsko goro in pa jasno odpre. No, na srečo je zdaj most uradno tudi odprt. Današnji dogodek je pokazal, da je ljudem všeč. Jaz verjamem, da je to spet ena nova pridobitev v občini Kranjska gora, kar se tiče ne samo turistične ponudbe, ampak tudi infrastrukture, ki jo lahko občani uporabljamo za obiske različnih krajev. Vsekakor pa je vrednost tega mostu ta, da nam zdaj od Leka pa do Jasne ni treba skoraj več stopiti na glavno cesto. Most lepo povezuje Kranjsko goro za Ostrovo Ljubovi in naprej proti Vršiču. Tudi mislim, da je vizualno izredno lep in da paše v ta prostor. Tako da je to prav gotovo ena dodatna pridobitev v občini Kranjska gora, kjer res si želimo, da bi bila občina v celoti čim bolj urejena. Ljudje so ga težko čakali. Ja, to je tako, kot če nekomu daš bonbon, pa ga gleda skozi steklena vrata ali pa okno. Tako je bilo s tem našim mostom, mi smo ga zgradili. Res, da so nekaj časa rabili, da smo dobili uporabno dovoljenje oziroma da se je uredila vsa dokumentacija, ki je omogočila uradno odprtje mostu, in sem res izredno vesel, da smo pred začetkom zime dočakali tudi ta dan D za most, ki so ga danes, lahko rečem, kar velikemu številu obiskovalci že lahko tudi preizkusili.